Obstajale so starodavne civilizacije, ki so znale izdelovati meče, napredne za njihov čas. Ko jih vidiš, se vprašaš, dokam lahko človek pride, tudi brez sodobne opreme. Pridruži se mi. Tukaj je 20 starodavnih mečev in rezil, ki niso le smrtonosni, ampak tudi kul na pogled. Preden začnemo, ne pozabi všečkati tega videa. To nam, ustvarjalcem vsebin, veliko pomeni. Najlepša hvala in zdaj začnimo. Začnimo številko 20, mečem Naui-Tu. Pojavil se v pozni bronasti dobi, še preden je železo postalo običajno. Narejen je bil okoli leta 1200 pred Iknejstro Neštitu ali pred več kot 3000 leti. Njegov dizajn so prvič opazili pri Mikencih v Grčiji, civilizaciji znani po vojnah in močnih mestih. A tam se ni končalo. Hitro se je razširil po vsem Sredozemlju in dosegel celo Srednjo Evropo. Še vedno so ga uporabljali, tudi ko se je začelo. Ima sredinsko rebro, tisti dvigneni del na sredini rezila, ki daje trdnost, medtem ko rob ostaja tanek in oster. Večina teh mečev je dolga od 60 do 75 cm, ravno prav za rezanje in zabadanje. Izdelan je tako, da se bron oblikuje s trnom na delu, ki je pritrjen na ročaj. Ima luknje, zato ga je mogoče trdno pritrditi. Pri dražjih različicah je ročaj okrašen. Včasih je iz sijočega brona ali pa ima detajle, ki kažejo status lastnika. Sprva se je veliko mečev zlahka zlomilo na delu, kjer se rezilo povezuje z ročajem. Podaljšali in okrepili so trn ter prilagodili obliko rezila, da bi bil meč bolj trpežen. Pri preučevanju te kovine so strokovnjaki opazili, da izdelava ni bila kar tako naključna. Običajno je bron, ki so ga uporabili, vseboval 10 do 12% kositra kovine, ki daje moč. Toda pa daje nekaj prožnosti, da se ne zlomi takoj. To je rezultat številnih generacij znanja o izdelavi kovin. Ko se je bližal zaton bronaste dobe, okoli leta 1250 je prišlo do velikih premikov ljudi. Bili so bojevniki, ki so se selili, potovali in prinašali svojo tehnologijo. Del te tehnologije je bila tudi zasnova tega meča. Kasneje so to posnemali kovači v Italiji. Sledile so kulture v Srednji Evropi, kot sta Ornfildska kultura in Holštatska kultura, skupine, ki so bile med prvimi uporabniki železa v Evropi. To ni bilo le navadno meč. Ko je železo postajalo vse bolj dostopno, okoli leta 1000 do 900 štintu so še vedno posnemali isti dizajn, le da so zdaj uporabljali novo kovino. Čeprav so se materiali spremenili, oblike niso spreminjali, tako učinkovit je bil ta dizajn. Na lončenini, figuricah in kamnitih rezbarijah iz pozne bronaste dobe lahko vidimo enako listnato obliko rezila. To se ujema s pravimi izkopanimi meči. To pomeni, da to ni bila le dekoracija, res so jih uporabljali v boju. Številka 19. Latinski meč Keltov. Ime je dobil po kraju Latin, najdišču v Švici, kjer so tovrstni meč prvič odkrili. Kelti, starodavna skupina v Evropi, znani po umetnosti in vojskovanju, so ga izdelali. Ta meč so uporabljali od 5. do 1. stoletja prvnega Nestora Štute. Zato so ga v vojnah uporabljali več 100 let. Rezilo je dolgo in ozko ter izdelano iz železa. Pogosto je imel tudi nožnico za meč, ki je bila podrobno izdelana in okrašena. Njegova dolžina je običajno od 70 do 85 cm, vendar so nekateri še daljši. Rezilo je ravno in ima 2 ostra roba. Uporabljali so tehniko imenovano vzorčno varjanje, kjer so združevali plasti jekla, da bi bil meč močnejši. Kot da bi zlagali plasti kovine eno na drugo in jih kovali, dokler ne nastane eno trdno rezilo. To so Kelti počeli že stoletja, preden je ta tehnika postala običajna v Evropi. A najbolj izstopajoča stvar tukaj je nožnica. Vidimo spirale, krivulje in vzorce, ki spominjajo na liste in različne oblike. Ker pa so bili narejeni iz materialov, ki razpadajo, se ti deli danes pogosto niso ohranili. Ostali so le kovinski deli, kot sta gumb na ročaju in zaščitne plošče. Pri nekaterih mečih, najdenih v Britaniji in Franciji, lahko vidimo, da je ročaj še vedno lepo oblikovan. Veliko mečev so našli tudi v rekah, kot sta Temza in Marna. Zaradi tega strokovnjaki verjamejo, da so jih morda darovali kot del rituala. Nekateri pa izvirajo iz grobov bojevnikov skupaj s ščitom in sulico. To kaže, da je bil meč pomemben ne le v boju, ampak tudi v njihovi kulturi in prepričanjih. Nekateri starodavni Grki in Rimljani so trdili, da se keltski meči zlahka upognejo, vendar pa sodobne študije kažejo, da to ni zato, ker bi bili slabo izdelani. Rezilo je bilo namerno narejeno tako, da je sredina prožna, rob pa trd.
To pomeni, da lahko absorbira udarce, ne da bi se takoj zlomilo. Meč, ki je bil vzdržljiv v boju. Številka 18. Kopeš iz starodavnega Egipta. Pojavil se je okoli leta 1800 pred LNS Tokontira in se uporablja vse do obdobja Novega kraljestva, ko je bil Egipt zelo močan. Karakteristično je, da je kot mešanica med sekiro in mečem. Njegova oblika je podobna srpu, zato ga je lahko prepoznati. Dolg je od 50 do 60 cm. Zunanji del ukrivljenega rezila je oster za rezanje. Notranji del pa je kot kavelj in se lahko uporablja za vlečenje ščita, roke ali orožja nasprotnika. V prvi različici so uporabljali bron, ki so ga oblikovali in nato nabrusili. Kasneje pa so začeli uporabljati tudi železo. Postopoma so sledili novi tehnologiji. Izdelava kopješa ni bila vedno enaka. Tisti zaboji so imeli debelejši hrbet za večjo trdnost in tanjši rob za ostrino. Ima tudi trn, del rezila, ki se vstavi v ročaj, obložen z lesom in pritrjen s kovinskimi zatiči za večjo trdnost. Nekateri kopeši imajo podrobne vzorce, včasih z gravurami ali okraski. Zato to ni bilo le orožje, ampak tudi simbol moči. Zaradi trgovine in vojn se je ta dizajn razširil tudi v druge kulture. Toda ne glede na to, kako priljubljen je bil, je sčasoma postopoma izginil. Ko je nastopila železna doba, se je slog bojevanja spremenil. Dolgi ravni meči in boljša oklepa so postali bolj priljubljeni. Zaradi tega ukrivljena oblika kopješa ni bila več tako praktična. Gladius Hispaniensis Rimljanov. To je bila prva različica slavnega rimskega meča in eden najpomembnejših v zgodovini. Pojavil se je v 3. stoletju pred Natroko Šturatu in temelji na mečih plemen z Iberskega polotoka. Tukaj je bil prvič viden in kasneje so ga Rimljani posnemali. Njegova dolžina je bila med 60 in 70 cm. Rezilo je ravno in ima dva ostra roba. Narejen je bil za zabadanje, ne samo za rezanje. Pri preučevanju kovine je razvidno, da je rob trd, notranjost pa bolj prožna. Uporabljena je bila toplotna obdelava za večjo trdnost. Ročaj je bil izdelan iz lesa ali kosti. Na ročaj so pritrjeni kovinski zatiči. Pogosto se uporablja skupaj s skutumom, velikim rimskim ščitom. Zaradi tega lahko vojak napada, medtem ko se brani. To jim je dalo veliko prednost pred sovražniki in so bolj zanašali na rezanje kot na bodenje. Obstajal je standard pri izdelavi, vse je bilo enako, nič ni bilo narejeno na hitro. To je ostalo glavno orožje Rima vse do enokostoletja Prstigoneto Koštuto, preden se je spremenilo v druge sloge, kot sta Mainz in Pompeji. Toda, čeprav se je videz spremenil, je načelo ostalo enako. Kratko rezilo, trpežno in namenjeno za zabijanje. To je postalo jedro rimske borbe. Številka 16. Kitajski bronasti Jian. Meč iz obdobja vojskujočih se držav na Kitajskem. To je bilo obdobje hudih spopadov, preden se je Kitajska združila. Veliko mečev so izkopali v grobnicah in presenetljivo je, da so še vedno v dobrem stanju, čeprav je minilo na tisoče let. Rezilo je ravno in ima dva ostra roba. Dolžina je med 40 in 55 cm, ravno prav za eno roko. Izdelan je z uporabo kalupa, nato pa ga kovajo in brusijo, da postane trpežen. Pri preučevanju kovine so opazili, da ima visoko vsebnost kositra, zato je rezilo izjemno trdo. Nekateri so bili narejeni tudi tako, da je rob trši, sredina pa bolj prožna. Zato je trpežen in se ne zlomi zlahka. Do danes je videti skoraj kot nov, ne rjavi in je še vedno oster. To kaže, kako natančna in napredna je bila izdelava. Zaradi ostre konice in ostrega roba je primeren za zabijanje in rezanje. Uravnoteženo orožje preprosto na videz, a učinkovito v boju. Ko gre za kitajski Jian, to ni edino orožje za boj. Ročaj ima zaščitni oprijem in gumb. Običajno je narejen iz brona, lesa ali kosti. A poleg tega, da je orožje, je postal tudi simbol statusa. Plemiči so bili pogosto pokopani skupaj s svojim mečem. In to ni bil kar navaden meč. Imeli so tudi okrasje, kot so turkiz, žad in nožnice s sijočim premazom. Kasneje, v obdobju dinastij Qin in Han, so začeli uporabljati železo in jeklo, ki sta bila trdnejša od brona. Zaradi tega je Jian postopoma izginil iz bojev. Vendar pa ni bila popolnoma pozabljena. Številka 15, Sifos iz starodavne Grčije. Meč, ki ga je enostavno prepoznati po obliki, podobni listu. Uporabljali so ga od 8. do 4. stoletja perijske našte Štuta. Služil je kot sekundarno orožje, kadar glavnega orožja ni bilo več mogoče uporabiti. Grški bojevniki, imenovani hopliti, so nosili sifos kot rezervno orožje. Ko se je sulica zlomila ali pa je bil sovražnik preblizu, so uporabili to orožje. Njegova dolžina je bila med 40 in 60 cm. Sredina rezila je širša in se proti konici oži.
Zaradi tega je rez močan, hkrati pa je konica še vedno dovolj ostra za obod. Ročaj je narejen iz lesa ali kosti, iz trpežnih materialov. Pritrjen je na trn, to je del rezila, ki je znotraj ročaja. Ker ti materiali hitro razpadejo, običajno med izkopavanji ostanejo le rezilo in kovinski deli. Pripravljen je za uporabo kadarkoli, ko pride do boja od blizu. V formaciji, imenovani falanga, so vojaki tesno skupaj in se premikajo usklajeno. Sulica je njihovo glavno orožje. Toda ko pride do zmede in bližnjega boja, takrat postane ta meč pomemben, saj so bili njegovo ravnotežje, moč reza in nadzor skrbno premišljeni. Do 4. stoletja preslona Štestuten so postali priljubljeni drugi meči, kot sta kopis in makaira. Ti so bili daljši in ukrivljeni, primerni za konjenico. A kljub temu so sifos še dolgo uporabljali. Do danes je to eden najbolj ikoničnih mečev starodavne Grčije. Številka 14 falcata, meč z Iberskega polotoka. Pojavil se je okoli 5. stoletje prizna Nastroštatom in je takoj postal znan zaradi svoje nenavadne oblike. Dolg je bil od 45 do 60 cm. Ukrivljenost rezila daje večjo moč pri vsakem udarcu. Hrbet je debel, oster pa je le en rob. Je trpežen, a ni težak. Kovači so uporabili tehniko za združevanje različnih vrst jekla, da so dosegli pravo trdoto in prožnost. Nekateri meči imajo tudi utore na rezilu, ki ga naredijo lažjega, a še vedno trpežnega. Pri dražjih različicah so na meču srebrni vzorci in gravure. Ročaj je ukrivljen navznoter in ima na koncu kavelj. Zaradi tega ne zdrsne z roke, tudi če je udarec močan. To je tudi simbol moči in položaja. To je mogoče videti na rezbarijah in kipih v Španiji, kjer so bojevniki, ki držijo takšen meč. Po besedah Livija in Polibija naj bi bil njegov rez izjemno močan. Zmožen je prerezati ščit in oklep. Morda je v zgodbi nekaj pretiravanja, vendar pa obstajajo študije, ki dokazujejo, da je bila kakovost izdelave res visoka. Čeprav so Rimljani posnemali nekatere tehnike, niso kopirali ukrivljenega dizajna. Raje so izbrali raven meč, kot je gladius. A kljub temu falcata ostaja ena najbolj edinstvenih in najbolj impresivnih mečev v starodavnem svetu. Številka 13. To je varabite iz Japonske. Ime je dobil po ročaju, ki je podoben zavitemu listu v Arabi. Pogosto jih najdemo v starodavnih grobnicah v Honšuju in Kjušuju. Pomembni so ne le v boju, ampak tudi v kulturi in odnosih. To je kot most med starimi bronastimi orožji in bolj naprednimi japonskimi meči. Tukaj so se začele oblikovati ideje, ki so jih kasneje uporabili pri izdelavi naslednjih mečev, kot je katana. Dolg je od 40 do 55 cm. Osnova je širša in se proti konici oži. Na začetku je bila izdelava preprosta, osnovno kovanje z uporabo jekla. Kasneje pa so tehnike postale bolj napredne. Uporabljali so prepogibanje jekla in utrjevali le nekatere dele. To je postalo temelj japonskega izdelovanja mečev. Najbolj edinstven del je ročaj. Ta ni ločen, ampak je že del samega jekla. In konica je kot da je zavita ali skodrana, kar je drugače kot pri drugih mečih. Nekateri rezili imajo tudi utor ali žleb na hrbtni strani. To pomaga, da je meč lažji, ne da bi pri tem izgubil trdnost. Nekateri imajo tudi okrasje, kot so srebrni, bronasti nastavki in gravure. To kaže, da že takrat niso razmišljali samo o uporabnosti, ampak tudi o videzu. S časoma je Japonska razvila svoj lasten slog. Postopoma so raziskovali ukrivljenost rezila, ki je postala pomembna v naslednjih stoletjih. Do 6. stoletja je varabiteto prav tako izginil. Zamenjali so ga meči, kot sta čokuto in tači, ki sta bila daljša in bolj ukrivljena. Toda čeprav je izginil, je imel pomembno vlogo v zgodovini. Številka 12. Akinakes iz Perzije. Kratek meč ali veliko bodalo, ki so ga nosili plemiči, uradniki in kraljevi stražarji Ahemenidskega imperija. Njegova dolžina je bila med 35 in 50 cm. Imel je sredinsko rebro, tisti dvignjeni del na sredini, da je rezilo močnejše. V prvih različicah je bila uporabljena navadno železo, kasneje pa so postali bolj napredni. Kovino so zlagali v plasti in utrdili rezilo. Okrepili so tudi konico, zato je zelo učinkovita pri zbadanju, še posebej od blizu. Ročaj ima poseben dizajn. Pogosto ima na koncu 3 izbokline in kratek ščitnik, ki je rahlo ukrivljen proti rezilu. Izdelan je iz jekla, brona ali včasih lesa in kosti. Pri dražjih različicah so dodane še okrasitve iz zlata, srebra ali intarzi. Posebno je tudi, kako se nosi, saj se razlikuje od običajnega sloga drugih kultur.
To kaže, da to ni le orožje, ampak tudi simbol ranga in moči. To ni glavno orožje v vojni. Perzijci so znani po uporabi loka in moči, zato je to le rezervno orožje, kadar pride do bližnjega boja. Njegova nožnica je pogosto okrašena z rezbarjami, vzorci in včasih z motivi živali. Ima tudi obroče, da jo lahko obesijo na pas. Verjame se, da ta dizajn izvira iz Kavkaza in Srednje Azije, preden so ga začeli uporabljati Perzijci. Po padcu imperija je tudi ta postopoma izginil. Nadomestile so ga daljše meči iz helenističnega sveta. Toda do danes je to še vedno eno najbolj prepoznavnih in najlepših orožij starodavnega Bližnjega vzhoda. Številka 11. Meč Ulfberht Vikingov. Več kot 170 primerkov tega so našli v Skandinaviji, Nemčiji, na Finskem in v Rusiji. Dolgi so od 85 do 90 cm. Ima dva ostra roba in utore na rezilu, da je lažji, ne da bi izgubil trdnost. Ko govorimo o meču Ulfberht, tukaj postane zgodba res posebna. Ne samo po videzu, ampak tudi po kakovosti jekla. Po mnenju strokovnjakov je veliko teh mečev narejenih iz lončenega jekla. To je jeklo, ki ga izdelujejo pri nadzorovani temperaturi. Kovina je čista, zmes je enakomerna in zelo trdna. Takrat je večina Evrope uporabljala le preprosto jeklo. Toda pa pri teh mečih je vsebnost ogljika visoka, skoraj enaka kot pri sodobnejšem jeklu. Ker je nečistoč malo, je to veliko bolj trdno in se ne zlomi ali upogne zlahka. Medtem ko so morali druge vikinške meče še dodatno utrjevati s kaljenjem, je bil Ulfberht že sam po sebi trden zaradi svoje kakovosti. Ime Ulfberht, vrezano v rezilo, naj bi bilo ime mojstra mečevalca ali znane delavnice. Toda ker je postal tako znan, so ga začeli tudi ponarejati. Obstajajo meči z enakim imenom, vendar slabše kakovosti, zato niso vsi z napisom Ulfberht originalni. Ročaj ima tipično vikinško obliko. Ima zaščito za roko, pomev pa je lahko okrogel ali sestavljen iz treh delov. Ročaj je iz lesa, ovit v usnje ali tkanino. Obstajajo tudi nožnice iz lesa z volneno podlogo in ovite v usnje, da zaščitijo rezilo. Pogosto jih najdemo v grobovih bogatih bojevnikov skupaj s ščitom in sulico. Nekateri pa izvirajo iz rek, kjer so bili verjetno del rituala ali daritve. Reznica je preprosta. To je eno izmed najkakovostnejših mečev tistega časa zaradi odličnih materialov in izdelave. Dao iz dinastije Han na Kitajskem. Meč, ki je bil oster le na eni strani in je kasneje postal glavno orožje Kitajske. Sprva so bili bolj priljubljeni dvorezni meči kot je džian. Toda z napredkom v izdelavi jekla so se bojevniki preusmerili na dao. Običajno je bil dolg od 60 do 90 cm. Ima oster rob in debelo hrbtišče. Veliko daojev je bilo narejenih z združevanjem različnih plasti jekla, da so bili močnejši. Ročaj je bil običajno lesen. Včasih je bil ovit v usnje ali vrv za boljši oprijem. Ima tudi ščitnik in jabolko iz brona ali jekla. Zaradi svoje trpežnosti je bil primeren za dolge pohode. Sčasoma se je njegov videz prav tako spreminjal. Iz ravnega rezila je postopoma postal ukrivljen. Hkrati s tem so se spreminjale tudi vojaške taktike na Kitajskem. Končenica je postala pomembnejša, zato je bil dao primeren za hitre napade med jahanjem. Bil je učinkovitejši za velike vojske. Pred koncem dinastije Han je to postal glavni meč Kitajske. Številka 9. Kopis iz starodavne Grčije. Uporabljali so ga od 6 do 3 stoletja prskonaški nuštelike Grki in drugi bojevniki v Sredozemlju. Dolžina tega je od 44 do 65 cm. Posebnost tega je oblika. Sprednji del rezila je težji, zato je vsak udarec močnejši. Rezilo je ukrivljeno, zato omogoča globok in nadzorovan rez. Narejeno je iz železa, včasih pa je primešan tudi zgodnji jeklo. Pri nekaterih različicah je rob trd, hrbtna stran pa bolj prožna. Posebno ni le rezilo, ampak tudi ročaj. Zaščita ima navzdol ukrivljen del in kavelj na koncu, da ne zdrsne iz roke. To je še posebej pomembno pri bližnjem boju. Ročaj je narejen iz kosti ali slonovine in je pritrjen s kovinskimi zatiči. Nekateri imajo tudi okrasje, kot so bronasti nastavki in rezbarije. Zdi se kot mešanica kopisa in lokalnega meča. Sčasoma se je njegova uporaba zmanjšala. Nadomestili so ga bolj ravni meči, kot je bil gladius pri Rimljanih. Toda čeprav je izginil, se je ideja ukrivljenega rezila nadaljevala. To lahko vidimo pri kasnejših mečih, kot sta falkata in perzijski šamšir. Number 8. To je meč, ki je zamenjal gladius kot glavno orožje Rima. Uporabljali so ga od 2. do 5. stoletja našega štetja, ko se je rimskemu imperiju širilo ozemlje.
Sprva je bil ta meč navdihnjen z daljšimi meči Keltov in germanskih ljudstev. Bil je daljši od gladiusa, običajno dolg od 70 do 90 cm. Rezilo je ravno in ima dva ostra roba. V kasnejših različicah so uporabili plastenje jekla, da bi bilo orožje še trdnejše. Rob je utrjen, medtem ko notranjost ostaja prožna. Zato je meč oster in se ne zlomi zlahka. Ročaj je preprost, a učinkovit. Ima kratek ščitnik, okroglo ali ploščato glavo ročaja in lesen ročaj, ki je pritrjen na rezilo. Nožnica je narejena iz lesa, prevlečena z usnjem in kovino. Sprva so jo uporabljali konjeniki, ker je imela daljši doseg. Kasneje pa so jo začeli uporabljati tudi pešci. Nekaj mečev so našli tudi na krajih, ki so bili verjetno del ritualov ali daritev, pa tudi v grobovih bogatih bojevnikov. Številka 7. Talvar iz Indije. Ta meč je postal znan v času Mugalov in Račputov, vendar obstaja starejša različica, ki se je pojavila med 13. in 15. stoletjem našega štetja. Rezilo ima en oster rob in rahlo ukrivljenost. Primerno je za hitre in močne reze. Dolžina rezila je od 70 do 85 cm. Izdelan je iz visokokakovostnega jekla, ki je trpežno in ostro. Pohvalili so ga popotniki iz Arabije, Perzije in Evrope zaradi njegove kakovosti. Ročaj ima edinstveno zasnovo, ima okroglo glavo, da ne zdrsne iz roke, in kratek ščitnik, ki je rahlo obrnjen navzdol. Nekateri ročaji so izdelani iz medenine ali jekla in imajo okraske, kot sta zlato ali srebro. 6. Džian iz kitajske dinastije Tang je običajno dolg od 70 do 90 cm. Izdelan je bil z naprednejšimi tehnikami izdelave jekla. Kovina se je prepogibala, da se je izenačila vsebnost ogljika in odstranile nečistoče. Čeprav ne na tisočekrat, je bilo prepogibanje dovolj, da so dosegli pravo kakovost. Ima zaščito in gumb iz brona, železa ali jekla. Na nekaterih mečih je bil na koncu okrogel prstan. To je bila znana oblika tistega časa. Tisti z visokim statusom so imeli okrasje iz zlata, srebra ali žada. Uporabljali so ga tako pešci kot konjenica. Sčasoma se je slog vojskovanja spremenil. Konjenica je postajala vse pomembnejša. Zaradi tega je postal bolj praktičen dao. To je ukrivljen meč z močnejšim rezom. Džan je bil postopoma zamenjan na bojišču. A vendar ni izginil. Namesto tega je postal simbol modrosti in discipline, ter je pogosto povezan z učenjaki in borilnimi veščinami. Pugio Rimljanov. Dolg je bil od 18 do 28 cm. Sprva so uporabljali bron, kasneje pa so prešli na železo in jeklo, da bi bil močnejši. Ročaj je bil narejen iz lesa ali kosti in pritrjen na rezilo z kovinskimi zatiči. Ščitnik in glavica sta bila običajno iz brona ali železa in pogosto okrašena z gravurami. Pri višjih činih so bile različice bolj podrobno izdelane. Nekateri meči so imeli okraske iz srebra in lepe nožnice. Nožnica je imela kovinski okvir in vzorce, kot so spirale in geometrijski motivi. Imeli so tudi obroče za pritrditev na pas. Toda to ni bilo namenjeno le boju. Imelo je tudi simbolni pomen. Uradniki so ga uporabljali kot znak svoje avtoritete. Po besedah Plutarha so za njegov umor uporabili meče. Toda proti koncu 2. stoletja našega štetja so jih v vojski postopoma prenehali uporabljati. Številka 4. Kitajski meč z obročastim ročajem iz obdobja vojskujočih se držav. To je bilo obdobje hudih vojn, preden se je Kitajska združila. Njegova zasnova ima različne namene, za ravnotežje, okras in simboliko. Obstajajo različice z enim rezilom in tudi z dvema. Tisti z dvema reziloma je podoben Džianu, drugi pa je kot zgodnja različica meča Dao. Dolg je od 60 do 80 cm. Za tisti čas je bila njegova izdelava že napredna. Združuje pronasto lipje in kovanje železa. Na nekaterih rezilih lahko vidite več plasti, zato je trpežen in prožen. Veliko jih je bilo najdenih v grobovih bogatašev. Okrašeni so bili celo z zlatom, srebrom in turkizom. Najdemo jih tudi na starodavnih umetninah, kot so ogledala in figurice. Številka 3. Makedonski kopis, ukrivljen meč, ki so ga uporabljali bojevniki Aleksandra Velikega. Dolg je bil od 50 do 70 cm. Tako kot pri drugih kopisih je bila teža rezila spredaj. Zato je bil vsak udarec močan, še posebej, če je bil bojevnik na konju. Hrbet rezila je debel, rezalni rob pa ukrivljen, zato je rez globok in nadzorovan. To orožje je bilo znano na različnih območjih. Pogosto ga primerjajo s falkato, vendar imata različen izvor. Kopis je bolj ozek in primeren za konjenico, medtem ko je falkata težja in bolj primerna za pehoto. Sčasoma so ga nadomestili z drugimi meči, kot je ksifos. Vendar so ukrivljena rezila ostala priljubljena pri konjenici v različnih delih sveta.
Številka 2. Dao iz obdobja dinastije Song na Kitajskem. Uporabili so tehniko, kjer je bil rob trd, hrbtna stran pa prožna. Združili so tudi različne plasti jekla, da bi bil meč še močnejši. Obstajajo različne oblike. Nekatere so ravne, nekatere rahlo ukrivljene, druge pa močno ukrivljene za konjenico. Ročaj je običajno osemkotne ali ovalne oblike, ovit v usnje ali vrvico. Pri bogatejših so bili okrašeni, pogosto z zmajevimi motivi, ki so simbolizirali moč. Številka 1. Tači iz Japonske. Pojavil se je v obdobju Heian od leta 794 do 1185 našega štetja. Tukaj se je na Japonskem začela napredna izdelava mečev. Dolg je bil od 70 do 85 cm. Ima jasno ukrivljenost, za razliko od prejšnjih ravnih mečev. Ta ukrivljenost je bila narejena za konjenico, da je bilo lažje sekati medježa na konju. Najpomembnejša tehnika tukaj je diferencialno kaljenje. Hrbet rezila premažejo z glino, preden ga segrejejo. Zato je rob trd in oster, hrbet pa prožen. Prav tako združujejo različne vrste jekla, da dosežejo pravo trdnost in prožnost. Ročaj je narejen iz lesa, ovit pa je z vrvico ali usnjem. Nožnica je iz lakiranega lesa, včasih z dodatnimi okraski. Pači je bil začetek tradicije ukrivljenih mečev na Japonskem, ki je kasneje prerasla v katano. Ne samo zaradi videza, ampak tudi zaradi tehnologije in zgodovine, ki jo prinaša. In tukaj lahko vidimo, kako spreten in pameten je človek pri izdelavi orožja.